Dogodki, s katerimi bodo prikazali še ohranjeno dediščino, so po mnenju Kočevarjev bistveni ne le zanje, ampak tudi za širšo javnost, ki jih ne pozna. Kočevarji so v bistvu prišli v 13. stoletju, so jih grofje naselili na to področje iz takratne Koroške in Tirolske. Tako so prišli na nenaseljena območja v Črmošniško-Poljanski dolini, dodaja. Obdržali in razvili so svoj jezik, pisavo in literaturo, ki se danes bistveno razlikujejo od nemškega jezika. Pouka kočevarščine žal več ne izvajajo, ker za to nimajo denarja. Je največji problem, da recimo mi lahko dobiš, da boš raziskal, razliko med to pa drugo kočevarsko, med kočevarsko jedjo pa med ribenško jedjo. Recimo ne dobiš pa nikjer denarja za ohranjanje jezika, kar je pa v bistvu temelj vsake identitete in kulture. V sklopu prireditev bodo med drugim prikazali film Dežela Kočevarjev, izgubljena kulturna dediščina. To je prvi film, ki je v celoti posnet v kočevarskem jeziku oziroma sinhroniziran v kočevarski jezik. Zasnovan je tako, da dedek svoji vnukinji pripoveduje zgodbo o kočevarjih. V sklopu letošnjega jubileja 800. obletnice prve omembe toplic v pisnih virih smo se odločili, da bomo počastili tudi tisto skupino, ki je tukaj živela in pa 600 let sooblikovala teh 800 let od prve naše omembe. Kočevarji tako vabijo na tečaj svojega jezika in pohod, prav tako bodo predstavili knjigo o svoji prehrani in za teden dni odprli kočevarsko gostilno. 19. tega meseca pa sledi sklepna prireditev z nastopi kočevarskih kulturnih skupin. Zelo pomembno je, da daš poudarek na svoje ljudi vedno, da ceniš njihove dejavnosti, da ceniš njihovo zgodovino in tudi njihovo prepričanje. In mi ne moramo drugače ravnati s kočevarji, ki jih imamo v naši dolini kar veliko. In vabijo vas na prve dneve kočevarske kulture. Kamentet aue har, du ist da ganze Woche, irbet bol de kočevarsche Kultur, Sachen ausbos per do gemuchet haben in den letzten Jahren.